Finale pokala v dresurnem jahanju je bila zagotovo dosedaj domena Lipice ali pa ljubljanskega hipodroma. Nikdar nisem niti v sanjah razmišljal, da se bo zgodilo to tudi na našem bajnovškem hipodromu. Natančnejše na Grmu centru biotehnike in turizma. Na hipodromu, ki je nastal predvsem zaradi tega, da lahko skupaj z učenci na nek način se izobražujemo tudi za potrebe dela s konjem. No in finale je pravzaprav tisto, ki pripelje v ta naš kraj najboljše jahače iz vse Slovenije v dresurnem jahanju. Danes so tu vsi, pa vendarno ne vsi tako, kot bi jih bilo lahko, saj je tam nekje okoli 75 konj tistih, ki lahko nastopajo in dobro zastopajo sami sebe na takih tekmovanjih. Vendar na teh tekmovanjih morajo biti udeleženi tam na 15 do 20 tekmah in tekme so kar drag špas, saj je potrebno s svojo prikolico, s svojim avtomobilom se odpeljati v nek kraj, biti tam 2 dni in plačati štartnino. Skratka, kar velik strošek je in lahko rečem, da je to zadevno v tem recesijskem času poskrbljeno, da ni veliko tekmovalcev na samem tekmovanju. So pa vsi, ki so dobri in ki so dosegli vrhunske rezultate, saj nekateri popravljajo rezultat tudi danes tu na tem našem hipodromu. Gre za dresurno jahanje, o katerem sem vam že veliko govoril in še nekaj o tem v nadaljevanju. Mi pa smo že pri samem tekmovanju in prav vesel sem bil kot predsednik kluba tudi, da je veliko tistih novih tekmovalcev prišlo na samo tekmovanje. Tu upam, da se nisem zmotil, vidimo Klaro Polšak, tako so me opozorili, naj izgovorim samo ime, ki pravzaprav nastopa prvič na takšnem večjem tekmovanju, tudi licenco je pridobila nedavno, doma se ukvarjajo z rejo konj, veliko tudi z vožnjo vprek, pa vendar gre za mlade tekmovalce, ki na pravi način pristopajo k delu samimi konji. Gre za to, da je potrebno to abecedo samega jahanja začeti dovolj zgodaj. Tega se je zavedal, lahko bi rekel, tudi Luka Špoljar, ki je iz skakalnega športa prešel tudi k dresurnemu jahanju. Ve in zaveda se, da je potrebno veliko znanja, da je potrebno veliko teh veščin, gibalnih veščin, ki jih potem uporablja naprej pri samem preskakovanju ovir. Nekateri pravijo, da temu ni tako. Sam pa le mislim, da so te osnovne veščine in tudi stroka tako pravi, dresurnega jahanja je zelo potrebne tudi pri preskakovanju ovir in nikogar ni, ki se ne bi z dresurnim jahanjem ukvarjal takrat, ko začne preskakovati visoke ovire, tam nekje od 1,30 m visoko. No in Luka Špoljar je svoj krst, gre za debi, na takem tekmovanju zelo lepo opravil in lahko smo bili zadovoljni še posebej, ker smo domačini prispevali v kvoto tekmovalk. Tekmovale so namreč v vseh drugih kategorijah in na vseh drugih tekmovanjih zgolj samo dekleta in ženske. No, Luka pa je bil edini moški med samimi tekmovalci. Tu vidimo tudi sodniško ekipo, ki ocenjuje tako tekmovanje. Veliko število točk in veliko opravljenega dela je potrebno, da se potem na koncu ugotovi, kdo je tisti, ki je bil najboljši med samimi tekmovalci. Tekmovanje samo v dresurnem jahanju je še posebej pomembno zaradi tega, ker gre za druženje človeka s konjem. V tem socialnem smislu je veliko lepše z znanjem jahanja pojezditi recimo nekod po gozdovih, po planjavah, saj takrat se pravzaprav udejanja tudi sama varnost. Gre tudi za mehko sprego samega jahača in konja, ki znata pravzaprav poskrbeti eden za drugega. Konj za jahača, jahač za konja in že je to sinergija pri tistem, čemer rečemo biotska raznovrstnost, diverziteta znotraj samega prostora, te učene besede, ki ne pomenijo nič drugega, da pravzaprav moramo imeti nek določen smisel. In smisel konja je pravzaprav v nekih delovnih sposobnostih, ki jih on obvladuje in ki jih počne, bodisi zaradi rezultata, ki je v delu, se pravi opravljanje nekega določenega dela, ali se popeljemo na ohcet, ali se popeljemo na njivo, kjer bomo okopali krompir,
ali pa v zadovoljevanju določenih potreb, to je šport, rekreacija, tekmovanja, kjer pravzaprav človek tudi to seveda potrebuje za svoje lastno veselje. Gre predvsem za željo, da nekje v tem prostoru pravzaprav najdemo nekaj, čemu rečemo nadgradnja, nekaj, kar je več. Tu vidimo tudi domačo tekmovalko Urško Bratkovič, ki jaha povsem mladega konja Lija, last kmetijske šole Grm Novo mesto, ki je pravzaprav že šel na pot preskakovanja ovir, pa vendarno, ker so konji holštajnske pasme bolj počasi zreli, bomo temu rekli, je potrebno dolgo vrsto let opravljati z njimi tudi veščine dresurnega jahanja in potem postanejo gibljivi, potem postanejo tekmovalno zreli in sposobni dosegati vrhunske rezultate. Nekoliko kasneje, kot bi nekateri želeli. Namreč gre za to, da to ni tako kot recimo v kasaštvu, kjer so konji zreli v 2 letih, pa že lahko tekmujejo. Tu gre za konje, ki so stari 6, 7, 8 let, pa več in takrat lahko dosegajo določene rezultate. No, veseli smo bili tudi zato, ker je domača Urška Bratkovič dosegla prvo mesto in s tem potrditev dobrega dela Konjniškega kluba Krka Novo mesto. No, tudi naš Luka Špoljar pa je dosegel 4. mesto in s tem potrdil pravzaprav debi. Klasificirati se na tekmi v podelitev rezultatov je veličina, ki jo poskušamo tu v tem našem dolenjskem, posavskem in belokranjskem prostoru pravzaprav udejanjiti samo zaradi tega. Dresurno jahanje je zagotovo alfa in omega druženja s konjem. Gre za to, da z njim na najmilejši način dosežemo hod, kaz, galop, stop, odstop, da dosegamo piruete, da dosegamo vragolije, ki jim ni para v tem konjskem smislu druženja z njim. Danes tu smo bili bogati tudi recimo za še eno novost, saj na našem hipodromu vse skupaj je bilo začinjeno z muziko, tako da se je ta dresura, ki za preprostega človeka pomeni preprosto ples, dogajala tudi z glasbo. In bilo je kaj videti, smo na pravi poti tudi, da v evropskih parkurjih dosegamo kakšne boljše rezultate. Tudi domači tekmovalci se že spopadajo s tovrstnimi nalogami in gre za to, da pravzaprav smo v novomeškem kraju bogati za dresurno jahanje. Vse ne bom tarnal. Veliko vas je bilo tistih, ki ste prišli pogledati in pozdraviti vse te tekmovalce iz Slovenije. Lahko bi jih bilo pa še več, saj gre praktično za prireditev, ki na nek način popestri dogajanje v tem našem podeželskem mestu, novem mestu. Še več, na nek način si tekmovalci tu prislužijo pravico tekmovati po vsem slovenskem in evropskem prostoru, in sicer Posavje, Bela krajina in Dolenjska. Le mogoče nekaj manjih je, kot jih je bilo kdajkoli. Pa ja, saj v dresurnem jahanju praktično ti kraji niso nikoli pomenili veliko. Danes pa že posegamo pravzaprav tudi po prvih mestih in to je veličina. V čem? Konji znajo dobro hoditi, znajo dobro kasati, znajo dobro galopirati. Kako enostavno se sliši. Pa vendar je tu potrebno dolgo vrsto let treningov, da se na nek način doseže tisto, čemur rečemo dovoljšnje število točk, s katerimi potem lahko zmagaš. Točke so v številkah, točke so v procentih in bil sem vesel, ko so tudi naši tekmovalci dosegali recimo nad 64% točk, kar so veličine, in seveda na tekmovanju tudi zmagovali. No, rekel sem, da je znotraj tega bilo v tem prvem delu prikazano naše tekmovanje, predvsem domačinov, z željo, da predvsem udejanjamo v tistem šolskem smislu te prve prvine, prve korake, in to je naš cilj. Tudi denarja nimamo, niti možnosti, da bi kaj veliko več poklonili, kot se temu reče, časa samemu jahanju, delu. Nenazadnje je potrebno, da se znotraj tega pridobi tudi konja, plača se, recimo, tu je zelo lep odstop, kot se temu reče, plača se trenerja, da se vse te prvine
do dobra naštudira, potrebno je dolgo vrsto let, treningi zjutraj, popoldne, zvečer in tako naprej. Skratka, ves dan se vse podredi, kot temu rečemo, v takem primeru temu dresurnemu jahanju. Tu vidite sodnike, ki skozi spremljajo samo tekmovanje in za posamezne elemente dodajajo same točke. No, konj je predvsem izjemno važno, kakšnega hoda je, kot se temu reče. Hod samega konja v dresurnem smislu je izjemno pomemben. No, tu vidimo lep kaz. Konj lepo dviguje noge, mogoče z zadnjimi nekoliko ne preveč tako, kot bi temu rekli, fajn, zdaj gre konj v galop in v tem galopu dosega tudi kar lepo akcijo, zelo uravnoteženo sam prikaz. Pa vendar takole, če bi sam kot gledalec to lahko pokomentiral, nisem strokovnjak in nikoli ne bom v to smer, bi lahko rekel, da je predvsem izjemno važno, da se konj počuti sproščenega, saj bo takrat, ko bo sproščen, dosegal tudi najboljše rezultate. Najhujše, največji problem je, če konj ne ve, kaj bi postoril. Tu vidite, da je nekoliko, kot temu reči, vzel v glavo, ni lepo v naslonu vajeti sproščene, majhen krog, na majhnem krogu konj kar, lahko temu rečemo, dovolj trpi, ampak kljub temu lepo opravljeno delo, tekmovalci zadovoljni, tekmovalka najbrž da tudi sorazmerno lepa ocena. Tu vidimo tudi naše tekmovališče, gre za tekmovališče kmetijske šole Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma. Želja pa, kot sem že rekel, udejanjati prvine jahanja v tistem pravem pomenu besede in prav zaradi tega smo se, kot temu rečemo, lotili tega dresurnega jahanja. No, tu vidite nekoliko bolj izdaten hod in tudi lep prehod v, kot se temu reče, v krog, nekoliko pospešen, lahko rečemo, da ne preveč uspel element, ampak kako naj rečem, vse te elemente, tako kot pri drugih športih, ko jih opazujete, lahko ugotovite, da je potrebno veliko vedeti, predvsem je potrebno vedeti, no, tu je odstop, 4 korake bi moral lepo konj narediti nazaj, čim lepše, čim bolj uravnoteženo, prehodi morajo biti, kot se temu reče, uravnoteženi, saj sem uporabil pravo besedo, takrat je pravzaprav doseženo tisto, zaradi česar smo na takšno tekmovanje prišli. Seveda, ne bi rad komu vzel kakšnega veselja, tu je ponovno podelitev nagrad in prav to nekako tekmovalci najbolj želijo, iščejo ta stik z vsemi temi prvinami, pa vendarno ne samo premagovanje ovir, tudi tekmovanje se po svoje bi lahko rekli kupi, saj je zelo dober konj ponavadi tudi že odločilen v tistem primeru, ko hočemo doseči boljše rezultate. Tu vidimo že recimo lep stranhod, mislim, da gre potem tudi za kasnejšo zmagovalko na tem tekmovanju. Še Gregorjeva nisem povsem siguren, ampak no, saj niti ni tako pomembno, če sem ji mogoče prilimal napačno ime. Gre za to, da je ta konj star že kar, mislim, da 21 let, da že dolgo vrsto let tekmuje in da je pri njemu dosegati takele obrate na piruete, kot se temu reče, povsem enostavno, da je to za njega, lahko rečemo, že rutina in da je predvsem uravnoteženost jahalke in pa konja pri taki lepi pirueti pravzaprav v popolnosti in mislim, da je to tudi tisto, kar je potem kasneje tekmovalka skozi vsa tekmovanja v tem pokalu dokazala.
gre, vidite, tu je sedaj menjava koraka v galopu, na 2, na 4 se menja. Skratka, veliko je teh prvin, ki jih potem skozi razne naloge E, A, M, L, ML, S potem spravijo skupaj. Tukaj je poseben, recimo, stranhod, kjer vidite, tekmovalka to lepo obvladuje. In takšne prvine so tiste, ki potem že mejijo na virtuoznost, ker je potrebno dolgo vrsto let delati, da s konjem dosegamo te, lahko bi rekel, rezultate in da nam konj to opravi, kot se temu reče, do pikice natančno. Videli pa ste že verjetno na kakšnih olimpijskih igrah, da takšnih recimo napak, kot se je tlele zgodilo v hodu, pravzaprav tam ni in da je recimo, ko konj iz takega galopa pride v takole pirueto, recimo, da je to veliko bolj zbalansirano, izenačeno, veliko bolj natančno in da seveda je tu potrebno, lahko rečem, da tudi mogoče za kakšen dinar, no, to je spet menjava koraka na 2 oziroma na 4 in to je eden od elementov, ki jih potem ti jahači na S dodobra ocenijo, visoko oceno pribijejo. No, tu so naši obiskovalci iz Makedonije, ki so nas obiskati, tudi otroci so uživali, kot se temu reče, na tekmovanju. Tu pa že prej je priprava na samo tekmovanje oziroma priprava na samo tekmovanje. To je tisto, čemur lahko rečemo veličina. No, tu mislim, da je Mateja Šegregur dosegla prvo mesto. Mislim, da je bila potem Neja Kogoj naslednja in pa gospa Rudeževa iz Ribnice, natančnejše iz Ugarja je dosegla pa, mislim, da 3. mesto. Toliko o teh podelitvah, ki so pravzaprav nagrada, kot se temu reče. Mi pa gremo sedaj že naprej na naloge še višjega ranga. Tu bomo mogoče bogatejši še za kakšno skladnost, tudi mogoče pri pripravi samega konja. Rep recimo pravijo, da lahko počeše samo lastnica ali lastnik konja. To mojster v hlevu ne sme početi, ker če se ena žima iz tega repa zgubi, je to kar 8 let traja, da nova zraste. No in tak hod pravzaprav zgleda zelo, zelo enostaven, pa vendarno ni. Tu se vidi, ali je konj sprijel jezdečevo oblast, komando, kot se temu reče, ali ne. In tu se v tej sproščenosti pravzaprav potem nadaljuje tudi vse ostalo in tak lep prehod iz hoda v gas je, lahko rečemo, bil kar lep. Tu vidimo stranhode, ki so lepo izvedeni, potem menjava koraka in drugi stranhod, tudi izjemno lepo vse postorjeno, kot se temu pravi, ne. Skratka, lahko rečem, da je bilo na Bajnofu v letošnjem letu na tem tekmovanju kaj videti in da so bili predvsem gledalci izjemno lahko zadovoljni. No, Neža Šarec se ukvarja z tem tekmovalnim jahanjem že dolgo vrsto let, tudi živi samo od tega. Konji so njeno življenje, uči ježe, tudi mlajše naraščaje, sama pa še vedno aktivno tekmuje in tudi tu je, lahko rečemo temu, uprizorila pravo predstavo. Gledalci so bili izjemno zadovoljni, no in tudi povsem zasluženo je potem v teh nalogah tudi zmagala. Konj je izjemno lepo, no tu nekaj malega napak, ampak kljub temu izjemno vse skupaj. No, da
ni noben problem v tem našem slovenskem prostoru skupaj, tu vidite malo pospešen gas. No, hočem to reči, da v tem našem slovenskem prostoru pravzaprav ni problem priti do vrhunskih rezultatov. Maja Rudež iz Ugarja, iz Ribnice, pravzaprav doma razpolagajo z 50 konji in sama se ukvarja, mislim, da je po poklicu celo zdravnica, z tem dresurnim jahanjem, sebi za zabavo, za rekreacijo, sebi v veselje in dosega v slovenskem prostoru lepe rezultate. Sam pa pravim to, da je v tem našem prostoru z nekaj potrpežljivosti, malo sreče pri izbiri nabavi konja, seveda je potrebno tu imeti tudi nekaj cvenka, že ste lahko kar visoko rangirani na teh naših tekmovanjih. Sej ni velikega števila tekmovalcev, pa vendar kot temu lahko rečemo, rezultat se da doseči. No, tu tudi menjava samega koraka. Rudeževa zelo lepo izvaja te prvine, veliko tudi vlaga v samo svoje izobraževanje. Ugar je pravo malo posestvo, kjer se odvijajo vrhunska tekmovanja mednarodnih rangov, 4 zvezdic in tako naprej, tako da tu ne bi šlo za izgubljanje besed, pa vendar na tekmovanju je vse odvisno in važno, kako, na kakšen način si pravzaprav postregel s samim znanjem. No, tu pa Mateja Šegregor, prej smo jo gledali eno nalogo nižje, sedaj pa v nalogi S, 21 let star konj, ki verjetno letos dela zadnjo sezono. V tem pokalu je dokazala, da je vrhunska strokovnjakinja na tem področju. Pravijo nekateri, da je tudi konj zlat in da je tudi sam konj zaslužen precej za vse te rezultate. Saj bo s kakšnim mladim konjem, tako kot smo prej videli na začetku, veliko težje dosegati tako eksaktno delo, kot ga sedaj vidimo tu v tem našem posnetku. Mi bi morali v slovenskem prostoru veliko več, no, to je pirueta, malo je ušel, mi bi morali v tem slovenskem prostoru doseči nekaj več sozvočja med vsemi tistimi, ki odločajo o tem, kaj se bo v tem športu dogajalo. Jaz verjamem, da so tu najmanj krivi tekmovalci, še manj sodniki, ampak mi, rejci in ostali organizatorji, bi morali poskrbeti, da bi tovrstna tekmovanja dobila svoje ne samo gledalce, ampak tudi svoj pomen. Namreč v Lipici recimo imamo lipicanca, ki pravijo, da je temelj in osnova dresurnega jahanja, lep podaljšan kas. Torej, gre za to, da v Lipici in lipicanci so temelj dresurnega jahanja, pa vendarno lipicancov na teh naših tekmovanjih ne vidimo in to je, lahko bi rekel, velika škoda za slovensko jahanje, za razvoj slovenskega konjeništva. No in tako je Šegregorjeva opravila s to nalogo. Mislim pa, da je potem po skupnih rezultatih 5-6 tekmovanj zasedla v skupnem seštevku tudi tisto, kar je največ. Torej, zmagala je pokal, ja, tako je, torej zmagala je pokalno tekmovanje in to je nekaj. Rudeževa je bila druga, kar je tudi izjemen rezultat. Torej gre za našo Dolenjko, bi temu lahko rekli, če Ribnica spada sem. No, tu pa je tudi Neža Šarec, ki v eni predhodnih tekem zmagala. Tu v pokalnem tekmovanju pa je dosegla 3. mesto in to je vse tisto, kar smo pravzaprav tu pri nas na Bajnofu iskali. Zakaj se lotevamo tovrstnega tekmovanja? Največ zaradi konja. Konju moramo dati smisel, ki ni več v delu na polju, ampak v športu. In druženje s konjem, pravzaprav delovne sposobnosti konj so povsem druge, kot so bile nekoč.
V diverziteti vsega, kar umira na našem planetu, zato da mi lahko živimo, na tak način osmislimo konjevo bivanje z nami in pravzaprav tudi ta smisel, ki mu rečemo, sem na tem svetu zato, ker pomenim to zaradi tega. Saj tako enostavno je, pa vendar nekateri ne razumejo, tudi tega ne, da pravijo, da je to svojevrsten način, skoraj da bi lahko rekli, mučenja živali. Ampak, dragi prijatelji, tega mučenja bi ne bilo, saj se dejansko v kulturnem smislu mnogokrat dogaja vse narobe. Tudi pri naših lipicancih, ki ne gredo po poti delovnih sposobnosti, ki bi na nek način na novo usmislili njihov kulturni obstoj. Oni so sami sebi namen in v tistem kulturnem obupu čakajo, da bo kdo prišel gledati jih v Lipico, čezdalje manj jih je in saj poznate za njihove probleme. Mi pa bi želeli, da konj postane človekov sopotnik, da se z njim pravzaprav pojezdi tudi do kakšne zmage. Ne v nasilnem smislu. Pri dresurnem jahanju gre zagotovo za druženje s konjem na najmilejši način. In še veliko več, v 3-letnem in 6-letnem programu na kmetijski šoli dosegamo tudi izobraževalne učinke tovrstnih dejavnosti. Namreč naši učenci so že zmagali na takem tekmovanju in v tem trenutku smo bogatejši še za enega, ki je odšel recimo že delati v tujino na Nizozemsko in lahko, ko smo povprašali, se pohvalimo s tem, da so z njegovim znanjem na Nizozemskem zelo zadovoljni. Pa samo toliko, saj gre za novico in dresura kmalu ne bo več novica, saj bo šlo mogoče že v naslednjem letu skoraj da za tradicionalno tekmovanje. Novo mesto pa, no ja, če vas ni bilo letos, boste prišli drugo leto in približno ob istem času. Ob mali maši bo zagotovo dresura zopet v Novem mestu.